Zaenkrat moram povedati, da smo izjemno zadovoljni, predvsem zato, ker ima letos Slovenija čast, da je poleg Slovaške častna gostja Expa, tako da moram priznati, da smo imeli tudi otvoritveni nagovor in že na ta način bilo opozorjeno na našo lepo državo. Tu se trudimo res čimo prikazati vse naše prednosti gospodarske industrije, spromovirati in turizem in tako dalje, ker seveda obstaja velika imbalansna blagovni menjavi med Kitajsko in Slovenijo, izjemno se uvaža Slovenija iz Kitajske, na drugi strani pa je tukaj velik minus in se v bistvu Ministrstvo za gospodarstvo in celotno delegacijo trudi, da bi se to obrnilo. Slovenija tukaj predstavlja kot častna gostja z 2 paviljonoma, nacionalnim, kjer se predstavljajo predvsem odlike države kot celote, in na drugi strani s komercialnim paviljonom, kjer se predstavlja 15 slovenskih podjetij, ki izkazujejo tisto, po čemer želimo biti Slovenci prepoznavni na Kitajskem. Visoka inovativnost, visoke tehnologije, strateški pristop do kupca, fokus na še neodkritih stvarih, vključujoč umetno inteligenco, kvantne tehnologije, smo velesila na področju biotehnologij in potem želimo strateško oblikovati naš imidž na Kitajskem. Ta obisk na Kitajskem smo res izkoristili, da promoviramo Slovenijo na najboljši možni način, predvsem pa, da poiščemo tudi ustrezne partnerje na Kitajskem. Poseben poudarek smo dali predvsem avtomobilski industriji. Vemo, da so Kitajci zelo močni na proizvodnji električnih vozil. V ta namen smo tudi organizirali zelo močan, dober dogodek, zelo dobro udeležbo. Naj omenim samo par podjetij, ki se udeležilo, gre za podjetje NIO, gre za podjetje Geely in številna podjetja, ki delujejo v njihovi dobaviteljski verigi, z njimi opravili pogovore in pričakujemo z tega naslova tudi v bistvu prve obiske v Sloveniji, da se pogovorimo tudi o konkretnih priložnostih. Spirit Slovenija si že vrsto let prizadeva, da bi se bolj pojavila na kitajskem trgu in tudi povečala blagovno menjavo med državama. V ta namen imamo kar nekaj aktivnosti, pospešeno izvajamo delegacije, dneve dobaviteljev, dogodke in eden izmed takšnih letos najpomembnejših dogodkov je tudi Expo v Ningboju z 2 paviljonoma. S tem dajemo še večji poudarek, še večjo vidljivost in prepoznavnost naše države na kitajskem tržišču, kar nas tudi zelo veseli in bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje. Naše izkušnje s kitajskim trgom so dokaj dobre, bom rekel. Mi smo tukaj zdaj že 20 let prisotni, je pa res, da je kitajska konkurenca zelo močna, da se moramo zelo izkazovati in stalno inovirati. Ja, za podjetja, ki želijo vstopiti na kitajski trg, bi jaz priporočal, da imajo že nek posel, da ne grejo kar na blef, da preverijo stvari, mogoče tudi zakonodajo. Proizvajamo kompaktne električne pogonske sisteme za plovila. Saj smo se udeležili predvsem z namenom iskanja nekih novih potencialnih partnerjev, dobaviteljev, pa tudi z namenom, da dejansko dobimo občutek o kitajskem trgu in kitajski nasploh. Ukvarjamo se z digitalno varnostjo. Na Kitajsko sem prišel zaradi start-upov, katere zadnja leta vlakam. Na Kitajskem iščemo partnere, ki imajo že nek produkt, ki ga lahko lansiramo na slovenskem trgu. Agencija Spirit nam je pomagala, da so določena vrata odprta, kar do sedaj, recimo 15 let nazaj, ko sem bil na Kitajskem, sploh ni bilo možno. Danes pa to z njo počnemo zelo enostavno. Pričakovanja na kitajskem trgu so kar velika, glede na to, da kitajski trg je eden izmed največjih trgov na svetu. In to niso samo pričakovanja, mi smo že v tem trenutku na kitajskem trgu z različnimi produkti. V sklopu Sarateka podpiramo različna slovenska podjetja in nasplošno evropska podjetja pri prodoru na kitajski trg in vidimo ogromen potencial že v tem trenutku. Ves čas poudarjamo, vstop v Slovenijo pomeni neposreden, neoviran dostop do 500 milijonskega evropskega trga z 30 milijoni evropskih podjetij.